Dobra volja in nabito polni kovčki so naznanjali, da se skupina starih znancev in prijateljev odpravlja na dolgo pot. In res je bilo tako. Popotniki so bili člani projektnega zbora Motiv, katerega je prekaljeni zborovodja Miran Rustja sestavil in mojstrsko uigral za obisk slovenskih izseljencev v daljni Kanadi. Polet iz beneškega letališča Marco Polo je za 6 ur podaljšal dan, saj so leteli proti zahodu v državo, ki jo od nas ločuje 6 časovnih pasov. Tako je to postal najdaljši dan celotne turneje. Ne glede na to, pa ni manjkalo dobre volje po pristanku v Torontu. Po težki poti za dober glas živijo. Zdaj smo pa veseli, zdaj gremo pa spat. Po nastanitvi v hotelu v predmestju Toronta Mississaugi in prekratki noči je bil prvi delovni dan na kanadskih tleh zaznamovan slovensko pesmijo in to kar pred hotelom sredi delovnega dne. Že bežen pogled na predmestno četrt pove, da je v bližini velemesto, ki je zaznamovano z estetskimi in obenem funkcionalnimi arhitekturnimi rešitvami, ki praviloma silijo v višino, čeprav imajo vsepovsod prostora na pretek. Zaradi bogatega programa, ki so ga pripravili gostitelji in razmeroma velikih razdalj, sta bila odlična rešitev 2 najeta kombija za prevoz oseb. Prvo srečanje z rojaki je bilo v Hamiltonu, v slovenski župniji svetega Gregorja Velikega, kjer so gostujoči pevci obogatili bogoslužje z vodopivčevimi napevi. Po sveti maši je sledil še krajši koncert slovenskih pesmi z domoljubno vsebino.
Župnijo zadnjih 15 let vodi slovenski duhovnik Drago Gačnik, ki poleg dušno-pastirskega dela skrbi tudi za informiranje slovenske javnosti. Zato je njegov stalni spremljevalec fotoaparat, s katerim skrbno beleži pomembnejša dogajanja. V sklopu župnije deluje tudi društvena dvorana, večnamenski prostor namenjen druženju, sprostitvi in kulturnemu življenju kanadskih Slovencev. Dober glas seže v 9. vas, zato se je nedeljske svete maše udeležilo večje število vernikov kot običajno. Tudi pri nedeljski maši je namreč zapel gostujoči slovenski pevski zbor Motiv. Danes imamo med nami misionarje s Slovenije, torej zbor Motiv iz okolice Vipave in Nove Gorice so prišli za dober teden pogledati Kanado. Srečo, imajo lepo vreme zaenkrat. Včeraj smo jih že slišali, njihovo čudovito petje nam bo tudi danes dvignilo bogoslužje, da bomo bolj, kot so rekli, uživali, pa ne samo lepše molili. Tisti, ki poje, tudi, kot so rekli, 2-krat ali 3-krat moli. In res, petje je tisto, ki nas nekako notranje ali doseže tiste dele človeka, ki ga sicer beseda, kamor beseda ne more. Kako lepo, ne morem povedati, kako lepo. Lepo, hvala vam. In moram reči, da vse tiste pesmi, večina, ki jih vi pojete, jih tudi mi pojemo, ampak z enim tonom nižje. Slovenske korenine v Kanadi segajo nazaj v leto 1855, kar pomeni 162 let. Takrat je škof Frederik Baraga prevzel odgovornost za velik del provincije Ontario, kamor ste sedaj, vse od Severnega jezera, pa tukaj do Hamiltona. Tako da enkrat je Baraga bil škof tudi te dežele. Baraga je zelo dosti delal za kanadske domačine, kot jih pravimo indijance. In tam pri Severnem jezeru je tudi postavil cerkvico indijancem, dostikrat tam moševal in ta cerkev še danes tam stoji in služi še danes tem domačinam doma. Baraga je zelo dosti napravil za Kanado in posebno pa za tedanje ljudi, te indijance. In Kanada mu je to prepoznala in mu postavila zahvalno bronasto ploščo ob tej cerkvici, ki je še danes tam. In lahko rečem, čeravno je dosti zaslužnih Slovencev in Slovenk v Kanadi, do danes je Baraga edini, ki ima tako kanadsko priznanje. In o temu se prav malo krat niti govori, ne vem zakaj, ampak ljudje malo kdaj to slišijo. Imam 3 hčerke, tako da so hčerke pol smo šle. Govorijo hčerke slovensko? Ja, ta starejša govori, ker je imela moža Slovenca. Seveda, ker enkrat pride pa mešani zakon, je bolj težko. Ta mlajša hčerka ima pa Kanadčana za moža, sicer govori slovensko, ne, ampak pač govori, kadar je doma. Torej, Slovenci v Kanadi danes. Kanadsko štetje, census, je dokazal, zadnje štetje, da je bilo v Kanadi upisanih okrog 40,000 Slovencev. In seveda Slovenci živimo na tem širnem obzemlju, vse od
Atlantika do Pacifika do Arktika, smo raztrešeni precej, ampak so pa preko skupine, kot je tukaj Ontario, Toronto, Hamilton in ko boste šli gor tudi v druge krajine, kjer je največ Slovencev, ne? Ampak drugače pa smo razprošeni po celi Kanadi. In kaj? Slovenci v Kanadi imamo po narodnosti prav gotovo največ slovenskih društv in ustanov, slovenskih, bi rekel, picnic grounds, kjer se Slovenci zbirajo posebno v poletnih časih. Torej imamo okrog 50 takih organizacij in ustanov v Kanadi, imamo 5 župnij, ena če začnem vzhoda v Montrealu, potem so 2 v Torontu, ta tukaj, kamor ste danes, ne, Hamilton, in je župnija tudi v mestu Winnipeg v Manitobi. To je 5 župnij, ki še vse kar dobro obstojajo. Seveda se popozna, ker večina ljudi, prvih emigrantov, ki so prišli v Kanado, jih je že dosti na drugem svetu. Ali pa so že ostareli, ki dosti krat ne morejo priti, tudi če bi radi prišli. Mladina je pa seveda mladina. Oni so bili rojeni tukaj, so veseli in radi rečejo, kot pravijo po angleško, I can't speak Slovenian, but I am proud to be Slovenian. Okay? Da tudi, če ne govorijo, so ponosni, da so Slovenci in spoštujejo to. Ne? In dosti krat se tudi vrnejo domov. Ma gospa, od kje ste vi doma? Jaz sem s Pečin, Primorka iz Pečin. Primorka ste? Ja, kako lepo, kje se vse sem zdaj zelo ponosna, da sem Primorka, ko vas slišim. Lepo. Ja. Kako se vam je zdelo danes? Lepo. Lepo. Snoč tudi sem bila. Še to sem hotel reči, ne? Da takega zbora, že nismo mi slišali lep čas, ko ste vi usklajeni, dikcija, izbira pesmi. Čudovito, res. Čestitam. Čestitam Milo. Ja. Tam sem jaz doma, kjer po zimi najdeš toplo dlan, tam dom je moj. Nedeljsko popoldne je bilo namenjeno spoznavanju bližnjih krajev in posebnosti pokrajine, za kar je poskrbel sam duhovnik Drago Gačnik. Da spleza iz Ontarijskega jezera v Iri jezero in gre po celem Iriju, ki je 400 km dolg. Tisto jezero je okrog 500-600 km dolgo in 200 km široko in skoraj 400 metrov globoko. Izredno globoko. Tu sva nastala pravi okrog 10, 15, 20 tisoč let, ko je bil tukaj let, ko sem dol prišel. V Otavi dol, ko boste šli, je bilo pravijo 2 kilometra na debeloma let. 2 kilometra. A ne, ko se je to topilo, so dejansko nastala ta jezera. Ja, tako, ja, eto. Zdaj imam pa vse notri. Gospod, stop, stopte noter. Prava paša za oči je bil tudi obisk razstave cvetja oziroma dekoracij iz krizantem, ki v jesenskem času na ameriških tleh ne krasijo zgolj grobov, pač pa so priljubljeno cvetje za vsakodnevno uporabo. Tokrat so mojstrsko izdelane figure prikazovale cirkuške junake, kar najverjetneje ustreza njihovemu načinu razmišljanja in življenja. Vrhunec in obenem zaključek nedeljskega popoldneva je bil obisk pri priznanem glasbeniku, harmonikarju slovenskega rodu Toniju Ferku. Yeah.
je svoj čas sodeloval s številnimi glasbenimi skupinami, predvsem na ameriških tleh. Nikoli pa ni pozabil korenin, kar pričajo tudi predmeti v njegovem stanovanju. Harmonika je poleg družice Arage še vedno njegova najboljša prijateljica. Prišel sem v Iskal, sem bil tu, punce sem me imela rade, ženo sem tu in bavšel sem imel tam probleme, sem se komaj rešil, prišel tu, sem pa najdel, pa sem 7 mesecev pozneje, tam sem komaj pobegnil ven in tu sem pa poročal, ki mi je lepo v Štajerku sem dobil za ženo, tam jo vidite gor. Ta sem žena, veš, 18 let stara, 19, veš, ko sem jaz poročil, jaz pa 24, ne. In samo škoda, ko je mogla umreti, ne, in 10, no. Zdaj pa imam pa fajn prijateljstvo tu, Aranko, z mojega sinoma. Bravo! Pridna, vse pripravlja! Vendar Tonijeva harmonika ni ostala osamljena. Za dobro razpoloženje sta poskrbela tudi Ivan Korošec in Andrej Turk iz sestave slovenskih gostov. Ne gremo še domov, doma so stari dedje, regljajo kot medvedje. Ne gremo še domov, pika poka za goro, tisto dekle moje bo, črno gleda dobro je, tisto bo za me. Da večer ne bi ostal preveč monoton, je poskrbel požarni alarm v hotelskem dvigalu. Reševalne skupine so bile neverjetno hitro na mestu. K sreči se je izkazalo, da je alarmna naprava zaznala dim v enem od dvigal, ki pa ni bil posledica požara. Za ohranitev slovenskega življa v Kanadi so velikega pomena tudi družabni prostori ali farme, kot jim pravijo domačini. Tu se ob prostih dnevih in praznikih, zlasti v poletnem času, zbirajo slovenski izseljenci in utrjujejo prijateljske vezi. To so pravi slovenski otoki sredi tujega sveta, kjer lahko obiskovalec občuti mehkobo domače zemlje in toplino slovenske besede. Pravo nasprotje monotoni ravninski pokrajini je park Niagara. V prazgodovini se je na tem mestu zgodil tektonski premik, ko se je del odlomljene ploščadi pogreznil za 80 metrov. Velika reka, ki prinaša vodo iz zgornje ležečih jezer, se na prelomnici, ki leži na mejni črti med Kanado in Združenimi državami, razbesni v veličastnih slapovih. Tu narava razkazuje svojo silovito moč in lepoto. Razpenjena voda, ki se dviguje izpod slapov, pa povzroča rahlo deževje nad razgledno ploščadjo. Ljubitelji eksotičnih doživetij, ki se z ladjico podajo na vožnjo v neposredno bližino slapov, doživijo pravcato deževno neurje. Velika reka se tu razlije v 2 kraka, posredi katerih teče državna meja, tako da je manjši slap na ameriškem, večji pa na kanadskem ozemlju.
V bližini velikega slapu še danes stoji elektrarna, v kateri je Nikola Tesla uresničil njegovo največje odkritje. Iz nje so namreč prišli prvi kilovati trifaznega izmeničnega toka. V zahvalo za njegovo delo so mu sredi Niagarskega parka Kanadčani postavili spomenik. Izumitelja Nikolo Teslo je pri njegovem delu finančno podpiral Henry Mill Pellet, poslovnež, ki je financiral tudi postavitev elektrarne. Silovito moč deroče vode s pridom uporabljajo na obeh stranih državne meje. Nekoliko nižje v bregovih rečnega kanjona si druga nasproti druge stojita dve ogromni elektrarni, ena na kanadski in druga na ameriški strani. To se cela Niagara se tukaj zloži na tole. Poglejte, cela Niagara z ameriški in kanadski se zloži na tole. Jaz sem bil tam le spodaj dol, pri vodi. Dol so približno tiste valovi, ki so vidijo. Tam med 3-4 metre visoki so tiste valovi. Zdaj se vidi nič. Valovi tam le spodaj dol. Ja, ki jih tukaj gledaš. Jaz sem bil tam le spodaj dol. To je žičnica, ja. Gondola taka, ki se pelje in nazaj. En Španc je načrtoval to in še zmeraj greš noter, te pelje na eno stran pa nazaj. In ker je tukaj vode res veliko, so si omislili tudi panoramsko uro na vodni pogon. Da bi bila reka čim dlje plovna, je bilo potrebno izdelati kanal s sistemom zapornic, ki omogoča dvigovanje in spuščanje ladje, odvisno v katero smer pluje. V istem sklopu je tudi dvižni most na stari avtocestni povezavi, ki se dvigne ob mimohodu ladje. Gostota prometa na cesti in težki tovornjaki so nakazovali bližino velikega mesta. Pevci in spremljevalci mešanega pevskega zbora iz Slovenije so si namreč za 4. dan obiska izbrali kanadsko prestolnico Ottavo. Cilj potovanja je bil obisk slovenskega veleposlaništva. Dobrodošli v Ottavi. Mi smo zelo veseli, da imamo spet priložnost pozdraviti eno umetniško skupino iz Slovenije. Tako da vsakič, ko pridejo tisti, ki naredijo potem kakšno predstavo v Kanadi, je to za nas poseben trenutek. Tako da danes boste lahko zapeli v avli stavbe, kjer se nahaja 6 veleposlaništev. Kdor pa kislo se drži, ta za našo družbo ni, živijo, oj, živijo. Po uradnem sprejemu pri slovenskem konzulu Marjanu Cenclju se je v skupnem prostoru oglasila slovenska pesem, kateri so z navdušenjem prisluhnili tudi uslužbenci ostalih veleposlaništev. Slovenci povsod so veseli.
Še bolj pa jih je razigral glas harmonike, ki se je oglašala pod spretnimi prsti Ivana Korosca. Čeprav Ottawa ni največje mesto v Kanadi, so jo izbrali za prestolnico, da bi uravnotežili želje takratnega prebivalstva, najbolj razvitega dela med Torontom in Montrealom. Videz metropole daje že bežen pogled na mesto, zgrajeno na obrežju reke Ottawa River. Poleg upravnega središča z vladno palačo in drugimi upravnimi poslopji ter prestižnimi hoteli si je vsekakor vredno ogledati kopijo Notrdamske katedrale. Zgrajena je v visokem gotskem slogu, vendar je za razliko od pariškega originala tu glavni gradbeni material les, kar pa v ničemer ne zmanjšuje njene verodostojnosti in mogočnosti. Sledovi avtohtonih prebivalcev Indijancev so skorajda v celoti izbrisani. Na njihovo kulturo opozarja le indijanski totem v mestnem parku. Za nadaljevanje poti proti Montrealu je bilo potrebno zapeljati na trajekt in prečkati reko Ottawa River. Za lokalno cesto bi bila gradnja mostu prevelika investicija. Izogibanje hitrih avtocest je bilo poplačano z doživeti, saj je pot peljala mimo zanimive, mogočne lesene gradnje. Spremljevalec John je predlagal ogled prestižnega hotela, zgrajenega izključno iz lesa, ki gostom nudi pomirjajoč občutek domačnosti in obenem razkošnega lagodja. Tudi na tem mestu ni šlo brez slovenske pesmi, kar so tako osebi hotela kot obiskovalci z navdušenjem sprejeli. V Montrealu je precej manj Slovencev kot v Torontu. Slovenska župnija je polno zaživela šele leta 1963. Prej so se slovenski verniki zbirali v župniji Saint-Louis-de-France, kjer je za dušno pastirstvo skrbel kaplan Jože Časel. Najprej so kupili staro cerkev, ki je bila v lasti Slovakov.
Ker je bila slovaška cerkev stara in potrebna temeljitih popravil, je župnija kupila poslovno zgradbo z namenom, da jo preuredijo v cerkev in kulturni center. To je cerkev posvečena svetemu Vladimirju. Zakaj je to ime, zakaj so posvetili Vladimirju, jaz točno ne vem, ampak sklepam, ker ni nikjer nisem mogel najti pravega odgovora na to. Gospod vem, da je želel, da je bila posvečena Mariji, vendar je že v Montrealu veliko cerkva posvečenih Mariji in tako so potem nekje prišli na to idejo. Sveti Vladimir, Slovan, vi ste Slovani, pa imejte svojega slovanskega zavetnika. O 25-letnici delovanja je cerkev dobila nova barvna okna. Izdelal jih je Ciril Stojko po načrtih akademskega slikarja Janeza Kovačiča iz Slovenije. Tudi Montreal se ponaša z Notre-Damsko katedralo, ki je vsekakor velika arhitekturna mojstrovina, čeprav gre za dvojnika, ki se zgleduje po pariškem originalu. Gotski slog bogatih štukatur je domiselno zamenjan s prefinjeno izdelanimi lesenimi ornamenti. Notranja osvetlitev pa daje bogoslužnemu prostoru umirjenost in veličino. Vredno si je ogledati tudi kapelo z bronasto reliefno sliko potovanja človeka proti večnosti. Za panoramski ogled mesta se je vredno zapeljati z razglednim kolesom, ki je postavljeno tik ob reki Svetega Lovrenca. Na eni strani si je mogoče ogledovati veličino večmilijonskega mesta, na drugi strani pa razsežnosti velike reke. Kot vsako veliko mesto si je Montreal vredno ogledati tako podnevi kot ponoči. Po vrnitvi v Toronto je bil že čas za obisk osrednje slovenske ustanove v Kanadi in srečanja z rojaki. Te dve stavbe so finančne ustanove, dve slovenske banki, na levi in na desni. Slovenci so večinoma Slovenci, ki imajo račune, ne? Tu je glavna cerkev, tu je pa dvorana in slovenska šola je pa na prvem nadstropju. Če imajo okrog 120 študentov. Topov jesenski popoldan je bil kot nalašč za ogled mestne hiše, kjer je ob osamosvojitvi Slovenije potekalo množično zborovanje slovenskih izseljencev, ki so veliko pripomogli k slovenski osamosvojitvi. Imam slike, ampak je bilo na tisoče Slovencev z zastavami in tako naprej. Mi smo zelo podpirali, da Slovenija bi postala samostojna. O najpomembnejših stvareh se kot v vseh demokratičnih državah odloča v parlamentu, kjer naše rojake zastopa slovenski poslanec Jože Mihovc. Slovenija, from Gorica area, Nova Gorica. Nova Gorica, to je blizu Ljubljane. Blizu Trsta, blizu Postojne. Jaz sem tam, ati je tam doma. Skje? Postojne. Hruševje je tam rojen, potem pa je šel Cerknica, ko je bil mlad. So pa ona dva, ne, s Cerknice? Mi smo iz Cerknice. Iz Cerknice. Poznate Mihovc, Rudi je moj bratranc. Rudi je moj šolo skrb hodil. O, res. To je Svet Majhen. Ja, Sveti Majhen, ja. Mi smo tam mesto naredili. Ponosni, da smo mi tam mesto naredili. Slovenci tudi. Mi smo Slovenci smo business, smo construction, arts, culture, vse sorta Slovenci smo res represented, predstavljeno. In tudi tam ni šlo brez slovenske pesmi.
Ena največjih znamenitosti mesta in arhitekturni podvig je zagotovo razgledni stolp CN Tower, ki v višino meri 533 metrov. Do leta 2009 je bil najvišja samostojna gradbena struktura na svetu. Gradili so ga 3 leta, od leta 1973 do 1976. Stroški gradnje pa so znašali 63 milijonov kanadskih dolarjev. Stolp stoji tik ob železniški postaji. Turistično se je možno povzpeti do 2 razglednih kupol. Zgornja kupola je na višini 446 metrov in pol, odkoder se razprostira veličasten in nekoliko srhljiv pogled na mesto in okolico. Spodnja kupola, nekaj 10 metrov nižje, ki meri v premeru dobrih 40 metrov, se kot ogromen krožnik vrti okrog svoje osi. Za en obrat potrebuje 90 minut, da si obiskovalci lahko v miru ogledujejo okolico. Na svoj račun lahko pridejo tudi ljubitelji adrenalinskih doživetij, ki si želijo ogledati mesto izven zavarovanih prostorov. Za obiskovalca je zagotovo zanimiv tudi obisk rezidenčnega gradu Kazaloma, last poslovneža, ki je financiral tudi izgradnjo Tesline elektrarne. Komandne plošče in instrumenti iz elektrarne so razstavljeni v stolpu prestižnega gradu, zgrajenega v gotskem slogu. Lastnik Henry Milpelet je kasneje zaradi slabih naložb bankrotiral. Sedaj je grad v lasti občine in je vključen v turistično ponudbo kraja. Poleg tega se uporablja v protokolarne namene in koncertne prireditve. Radi ga obiščejo tudi filmski ustvarjalci. Med drugim so tukaj snemali prizore iz filma Harry Potter. Kot vsak prestižen grad ima tudi Kazaloma dependanso zgrajena v podobnem stilu. Da so Slovenci v Kanadi sposobni in marljivi delavci, je bilo moč videti med srečanjem z domačinom Brankom Kavčičem iz Dornberka, ki uspešno vodi družinsko podjetje. Tu gre skupaj in polje tako vidiš. Sicer pa so se večernega bogoslužja v cerkvi Brezmadežne device, kjer je prav tako prepeval slovenski zbor Motiv, in druženja po mašni daritvi v velikem številu in z velikim navdušenjem udeležili slovenski izseljenci, ki živijo v okolici mesta Toronto.
Pred zaužitjem dobrot je dolgoletni seljeniški župnik blagoslovil zbrane in zaželel še veliko dobrega dela. Naj nas Bog blagoslovi to hrano, ki jo bomo uživali, in blagoslovi tudi vse nas, da bi Slovenci še naprej živeli in delovali in tudi drugim pomagali. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Mislim, da smo zelo aktivna slovenska skupnost v Kanadi. Naši ljudje v Kanadi so poznani kot delovni, pošteni, dobri Kanačani in dobri Slovenci. Ste glavna, ki držite društvo Simona Gregorčič. Jaz ne vem to. Samo ena oseba ne more držati gor, nas je treba več. Izkupiček kot slavnostne večerje s pridihom slovenske kuhinje je bil namenjen podpori slovenskega radia in tiskanega glasila kanadskih Slovencev. Is now taking the role of producer, succeeding Marija Ahičić. Sonja, on behalf of the SKO, thank you for all your work. Med Slovenci iz obeh strani oceana so stekli zanimivi pogovori, ki so po večini obravnavali življenjske zgodbe izseljencev, katere so ekonomske razmere in politična situacija potisnile v tuji svet. Pogrešal sem zvonove. Doma smo na dan zjutraj slišali zvonove, tukaj je bilo vse prsto. Mislim, to je bilo eno. Tuje je bilo vse, jezika se ni znalo. Me veseli, ker ste prišli tukaj nas obiskati in takole prepivati lepe slovenske pismi in mi solze tečejo, in najrajši bi bil doma. Kljub višjemu življenjskemu standardu in navidezno boljšim razmeram si vsakdo izmed njih želi vrnitve ali vsaj obiska domačega kraja. Zato ni čudno, da so na številnih obrazih, utrujenih od dela in življenjskih preizkušenj, zasijale iskrice veselja in solze domotožja. Jaz sem bila 18 let stara, sem šla od doma in sem se že navadila po svetu. Najraje bi se znajdel doma, da nazaj. Da slavno zaključimo uradni del nocojšnjega večera, prosim dovolite, da na oder povabim mešani pevski zbor Motiv iz Vipave in okolja Nove Gorice, ki so na obisku. Ko ste prihajali v dvorano, vas je iz iste skupine zabaval Trije Korošec. Skupina je v zadnjih 10 dneh obiskala slovensko skupnost v Hamiltonu, protokolno Ottawo, skupnost v Montrealu in sedaj tukaj nas v Torontu. V Sloveniji se vrnejo jutri zvečer. Pevski zbor je kjerkoli so obiskali bil sprejet zelo lepo. Zbor sestavljajo člani, ki že od mladosti prepevajo in se službeno bavijo z glasbo.
Da so Slovenci v Kanadi tesno povezani s cerkvijo, je potrdil tudi obisk prvo ustanovljene slovenske župnije v Kanadi, ki je posvečena brezjanski Mariji Pomagaj. Slovenka. A res? Se je rodila v Postojni. Postojni se rodila? Ja. Aha. Jaz sem Slovenija, Ja. še Kanača. Aha. Tam smo rodili, zdaj smo prišli. Ste pa še nazaj, no. Ja, pa bomo verjetno šli nazaj v Slovenijo. Malo tam. Srednjega Lakovca vode. Lakovc je kot mali Pariz. Jaz sem Srednjega Lakovca od Murovca. Pozdravljam prav vse lepo Slovence in sem zelo zadovoljna, da ste prišli v Kanado za pet. Jaz rada slišim, da se zapoje perfektno. Bravo. A ti je všeč Slovenija? Mi je tako všeč. Bi rada en dan, mogoče, ker grem na pokoj, bom šla tam živeti. A celo tako, viš kako lepo. In kako si bila na naših koncertih, kaj tu? Jaz sem bila, je bilo tako lepo, ste tako dobro pojali. Hvala. Smo imeli tako radi, lepe glase. Glej, slovensko dobro govoriš. No, ne več dobro, sem dosti besede pozabila, ma zmeri probam. Mi povej še kaj po angleško? I had, it was a thrill to have my aunt here in Canada to see her and her choir sing. It was absolutely beautiful. Their voices are amazing and we were really impressed with them. We're so happy that they could come and see us. Hvala, Daniela. Prosim, teta. Ja. Pred povratkom domov je v slovenskem domu ostarelih Lipa sledil še zadnji nastop. Delovanje doma v celoti financirajo slovenski izseljenci, zato se tudi v notranjosti čuti domačnost, ki jo na vsakem koraku izkazujejo slovenski motivi. Ta nastop je bil zagotovo najbolj globoko doživet. Za poslušalce, gojence doma, je slovenska pesem Zadnja vez z domovino, katero kljub dolgoletnemu bivanju na tujih tleh še vedno srčno ljubijo.
prihajamo iz Primorskega in živimo pod Sveto Goro, iz Nove Gorice. Zato smo vam prinesli v darilo Svetogorsko kraljico. Marija, svo življenje, Bog ti srečno znaš, ti peli skozi trpljenje, življenja čovnič naš. Ti krvi dal Zelo lepo je bilo. Ste slišali slovensko pesem, ne? Ja, lepo. Po dolgem času. Po dolgem času. Vse tudi pojejo. V domu imajo. Ja, pridijo, ne? Ja, so eni veseli tudi. Tako lepo, da ne moram nič drugega reči, ko lepo. Hvala lepa. In vse te pesmi jaz pojem zelo rada. Tam na vrtni gredi raste rožmarin, pridi ob slovesu, nam ti ga spomin. Na srce ga deni, čuvaj nas skrbno, morda kdaj ob njem ti rosno bo oko. Rožmarino vene, z njim spomin bo vzet. Tudi ti boš nosil v srcu velik cvet. To 10-dnevna turneja ni bila samo nekaj posebnega za vas, ampak isto za mene. V čast mi je, da sem vas spoznal
in da je imela slovenska skupnost v Montrealu, Hamiltonu in Toronto, da vas sliši in prenese slovensko kulturo v severni del Amerike. Upam, da se še kdaj pridete obiskat. Skupnost je bila čudovito zadovoljna z vašim nastopom. Zboru želim veliko uspeha še v prihodnosti in upam, da še bomo se kdaj srečali. Najlepša hvala in to si z srca želimo vsi. Isto želimo Slovencem z krajev, kjer ste prihajate, lepe pozdrave. Tudi v mojem imenu iskrena hvala. Pred 2-3 leti, ko sem prvič stopil v kontakt s Slovenci v Kanadi, osebno z gospodom Marjanom Kolaričem, nisem poznal, kam se podajamo, ampak danes sem prepričan, da smo prišli med dobre in srčne ljudi. Hvala tako Marjanu Kolariču, kakor Johnu, ki sta nam pomagala in sta bedela nad nami vseh 10 dni. Čestitam, najlepša hvala za obisk. John, tudi tebi vse najboljše. Thank you very much. Bumpo and Lishko. Yeah. Thank you very much. It was a pleasure to be able to be part of your journey to Canada, and I think we had a good time. Everyone had a good time, and we saw some interesting places, and I think, judging by the reaction of all the people who came to listen to your choir, excellent. It was an excellent presentation. John, thank you very much. Gospod John, hvala lepa še enkrat. Se vidimo v Sloveniji. Hvala za potrpljenje z nami. Hvala. Celih 9 dni ste trpeli. A vam lahko dam ljubčka? Hvala lepa. Čeprav je bilo potovanje in nastopi za celotno skupino nepozabno doživetje, je povratek domov nekaj lepega in prijetnega. Morda je lepota in toplina domačega kraja še bolje občutena po srečanju z rojaki, ki so okusili svetlo in temno plat življenja pod tujimi gospodarji.